Igram nekaj čist nekonvencionalnega. Zanimivost, kar si to omenil, pri One Pieceu je v bistvu, da je igra cela okrog tega koncipirana, ne mete. Se pravi, oni deke delajo tako, da so basically, naredijo nabor, naredijo meto, kakšno hočejo imeti, in pa to karte razparcelirajo in zmešajo pač v te pakce noter. Ampak oni že naprej vejo, kako bo, se pravi, oni ne delajo kart, ki bojo interagirali med sabo, ampak delajo basically deke, ki se bojo umeti. Komplementarni so med sabo in potem nastane preprosto. In tudi so precej uspešni, ker je recimo meta je sploh recimo meni ta OP6 je zakon, bil in je tudi šesta generacija. Ja, OP6, pa se pravi, šesta edicija. ti dobiš box seta, nek nabor kart. Ko je 200 kart. In vsak je OP1, OP2 in zdaj jih je bilo 6, pa prišel je še en, ki je ekstra booster. Ampak ja, v vsakem imaš pač nek nabor kart in neka meta, ki se zgodi. In na turnirjih se v bistvu povozijo prejšnje. Oni naredijo tako, da redki se ohranijo, eni deki se malo ohranijo. Eni so tudi kar solidni, še zmeri, ampak je v bistvu širok nabor. Na teh tekmovanjih recimo ni da zmeri en dek zmaga. Ampak jih je, 6 teh, ki so kompetitivni. Zares, mogoče 3 je trenutno. Imaš Katakuri, Sakazuki, Gekomori, pa mogoče boljši procent, ampak še vseeno, če gledaš statistično relevantno, se jih vsaj 6 pojavlja. Ne, se jih, ampak ko gledaš pie charte, naprimer, koliko igralcev, ponovadi 3, ki so, kar prednjačijo, pa eden, ki je mogoče malo bolj off meta, ki je dober. Ki je tako dober, ampak je mogoče samo eden ali pa 2 igralca, ki sta, govorim zdaj v top echelon, naprimer top 16, ampak je zelo malo jih je, ko res padajo v meto in to mi je tisto, ker zakaj sem nehal igrati recimo igre, kot so ti RTS in League of Legends in podobno, zato ker si že pravi časa na igraš meto ali pa ne igraš tle par kartah mislim to, da jih je 4-5 teh dekov je veliko za kart game trenutno in recimo tudi Warhammer recimo Warhammer 40,000 kaj sta Warhammerja sta 2 tako če hočeš en se zdaj sicer reče Sigmar imenuje ampak Warhammer 40,000 je zgrajen okrog tega, da je meta takšna pestra, da so v bistvu te vojske znotraj nekih parametrov, se pravi, da imajo win rate od 55 do 45%, in je to zelo zabavno, ker je nabor teh, ki se pojavljajo na turnirjih, je večji, in je pa na nek način moraš biti pripravljen na več različnih vojsk, kar pomeni, da spet ne moreš biti na vse, kar pomeni, da je ta skill tega, da ni več samo spet šport, ampak da je v bistvu, da se moraš, da to, kako se boš odzval na tega nasprotnika, na nepredvidljive okoliščine, če hočeš, kako bo, ne bo boljšega na koncu, tisti bo boljši, ki bo se boljš odzval. Lahko prideš zelo off meta piki, pa mogoče zmagaš, ni treba nujno, da vzameš tiste, ki so 55% možnosti. Ne, sej to zdaj ni važno tle v tem primeru, koliko ima možnosti, ker seveda to je zdaj povprečje, pa ti imaš lahko, še zmeri tudi ta vojska, ki je trenutno top, ki ima slabšega igralca, bo pač zgubil, ampak predvsem na to, da se ti znajdeš in da se odzoveš na različne zelo bolj je odvisno od igralca kot od tega, kaj igra. Ne samo, da izmeri od igralcev odvisen, ampak tukaj je odvisen, da se igralec, da je boljši igralec, ne tist, ki je ki ima boljše vojsko, I guess. Ki ima po eni strani, da ima boljšo vojsko, ker če je meta slaba, pa sta 2 deka, pač vsak, ki nima teh 2 dekov, je izgubil. Ampak, da se tudi odzove na te, pol postane relevantno, on ima proti temule ima malo boljši matchup, proti temu ima malo slabši,
ampak je zdaj ta igralec skompenziral proti temu, ki ima slabši z dobro igro, a ne boljš, ker njegov en drug sotekmovalec, a ne, in zaradi tega ima on več zmag in je višji uvrščen, a ne.